Lepo pozdravljeni na začetku 19. seje občinskega sveta. Lepo pozdravljam tudi poročevalce k posameznim točkam, gospoda poslanca Bojana Podkrajška, predstavnike medijev. Uvodoma moram upravičiti odsotnost gospoda Štrumajerja in pa gospe Irene Vozlič. Ugotavljam, da je prisotnost 21 od 23, se pravi, smo sklepčni in lahko pričnemo z rednim delom, a ja pa še predsednica nadzornega odbora se je upravičila, da ne more priti. Namreč skupaj z gradivom ste dobili tudi predlog zapisnike zadnje seje, ki je bila 29. septembra v teh prostorih in sprašujem, ali so glede zapisnika zadnje seje potrebne spremembe dopolnitve. Ugotavljam, da ne, zato bom predlagal, Mojca, če stisneš F9. Kdo je za potrditev zapisnika? Evo, imamo še takole, gremo naprej. Se pravi, soglasno potrjen zapisnik. Smo pri predlogu dnevnega reda. Če ste pogledali, tokrat imamo samo 3 redne točke, pa eno tisto standardno že vprašanja in pobude. Je potrebna sprememba dnevnega reda? Ugotavljam, da ni pripomb zoper predlagani dnevni red, zato predlagam, da potrdimo še dnevni red za današnjo sejo. Kdo je za? Še eden. So vsi dali? Še manjka? Nič. Ok, glasovanje je končano. 20 za, pa nihče proti. Se pravi, imamo dnevni red in prehajamo na prvo točko. To je načrt razvoja in trženja turizma v občini Slovenske Konjice za leto 2017-2021. Sami veste, da smo se kar nekaj časa pogovarjali o, včasih smo rekli, strategije razvoja turizma in tako naprej. Danes je z nami nekako koordinatorica in vodja tega projekta, ne samo za našo občino, ampak tudi za celo destinacijo, doktorica Tanja Lešnik Štuhec. Štuhec ali Štuhec? To se izbrne, ne moram zapomniti. Štuhec, ok. In jo prosim za uvodno predstavitev, pri tem mi bo pa pomagala direktorica javnega zavoda Splošna knjižnica magistrica Renata Klančnik. Izvolite. Dobro večer. Mi smo danes že predstavljali ta dokument, torej dokument vseh 4 občin in destinacije. Bo dovolj glasno? Se slišimo? Ja. Veste, da je bilo več kot 70 delavnic na to temo v destinaciji, da smo lahko oblikovali te 4 dokumente po občinah in pa destinacijskega. Vse, kar je zapisano noter, je bilo več ali manj dogovorjeno na delovnih skupinah, na projektnih skupinah, tako da konkretno, bomo rekli, nič kaj takega ni, kar ne bi bili dogovorili. Verjetno ste videli dokument, ste pogledali, dobili ste kratko verzijo, ki izključuje, torej dali smo ven tisti del, ki se na vas povzetek stanja nanaša, ta je v vaši elektronski obliki. Sicer je pa sam dokument sestavljen tako, da najprej podaja model, torej metodologijo oblikovanja dokumenta, kjer ste lahko videli v bistvu, da gre za te 3 korake, ki so jih delovne skupine in projektne skupine izvajale skupaj z nami, ki smo vodili to zadevo. Med tem časom torej je bil oblikovan z projektnimi delovnimi skupinami posnetek stanja, vizija in strateški cilji, operativni cilji, ukrepi, tako na nivoju vsake občine kot tudi destinacije. In vsaka občina in destinacija skupaj so tudi potem iz tega naslova dobile model razvoja in trženja ponudbe in ves ta čas so se tudi izvajale aktivnosti, tako smo imeli številne delavnice, tudi specializirane delavnice med tem in pa tudi terensko delo v vsaki občini, ker smo obiskali ponudnike od enega do drugega in skupaj tudi ocenjevali njihovo pripravljenost na samo izvajanje. In tudi ves čas tudi dejansko se je izvajalo tudi neke vrste spremljanje in pa inoviranje in popravljanje.
Torej tukaj vidite danes 27.10. je torej uradno bil tudi potem tudi destinacijski dokument predan. Sicer pa v časovnici lahko spremljate aktivnosti, ki so bile na vezi, torej v povezavi z dokumentom, ki ga gledamo. Sestava strateškega dokumenta gre torej za uvod, za izhodišča za oblikovanje razvoja in trženja turizma, potem je stanje na področju turizma v občini Slovenske Konjice, ki se nanaša na več raziskav, ki so bile narejene tukaj z deležniki, najprej tukaj posnetek stanja narave in kulturne dediščine in pa potem razvoj turizma na južnem delu Pohorja, pa torej iz sekundarnih podatkov, potem pa konkretno analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. Tukaj nekatere motilo, da smo nekatere nevarnosti napisali, ampak dejansko nobena od teh alinej ni zrasla samo na moji glavi, ampak je bila dejansko dogovorjena na delovnih skupinah. Tako da je analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, bom rekla, en tak osnovni analitični, bom rekla, orodje, ki ga običajno naredimo in to zapišemo. Potem je tukaj analiza stanja turistične destinacije po kazalcih trajnostnega razvoja. Tudi za celo destinacijo je bila narejena po teh treh stebrih, se pravi ekonomski, ekološki in pa socialno-kulturni steber in na koncu še analiza aktivnosti deležnikov, kjer smo dejansko zapisali, kaj smo z intervjuji tukaj z večjimi deležniki v občini spoznali, kaj so nam dali odgovori na anketne vprašalnike, ki so bili poslani tako društvom kot turističnim in pa drugim gostinskim ponudnikom in tudi pobude, ki ste jih lahko dali v začetku leta, so tukaj torej pojasnjene. Na vsej tej osnovi je potem nastala vizija in strateški cilji razvoja in trženja turizma, ki je nastala na drugi delavnici z deležniki in na tej viziji sledijo potem razvojni in pa trženski cilji, kvalitativni in kvantitativni. Potem smo pa konkretno oblikovali tudi razvoj in trženje, se pravi v obliki prioritet. 4 prioritete so nastale na nivoju destinacije in tudi vsake občine, se pravi povezovanje, mreženje je bila prva prioriteta, druga konkretno je bila vezana na oblikovanje turističnih produktov, programov, tretja na trženje in četrta na raziskave in razvoj, se pravi na to konkurenčnost destinacije in kakovost. Sami ukrepi so potem v 6. poglavju, kjer so vse te aktivnosti, ki so bile kakorkoli zbrane na torej občinskem nivoju, bodi si, da so občine pripravile te aktivnosti za razne razpisane, torej razne projektne razpise, bodi si, da so bile pobude dane, bodi si, da smo to razbrali iz razgovorov, vse to je potem kot aktivnost se nekako potem pod ukrepe tudi vzpostavilo. Zaključek je oblikovan in pa vidi in literatura. Mi smo tukaj dali samo vam v tem kratki verziji osnovno predstavitev občine, tako da čist en uvodni del, potem pa konkretno vizijo. Vidite, da smo pri tej viziji nekako tudi ta slogan spremenili, Slovenske Konjice v objemu žlahtnih zgodb, da imamo kratko vizijo, kjer pravi, da so Konjice prepoznane kot sonaravna vinska destinacija z doživetji bogate dediščine, kjer bivajo srčni in sproščeni ljudje in v dolgi viziji smo potem seveda to tudi nadgradili. To so dejansko besede, ki so jih deležniki tudi izpostavili na naših srečanjih in je tako bilo to tudi zapisano. Tudi vsi cilji, ki ste jih lahko videli, so bili dogovorjeni na delavnici, tako razvojni kot trženski in tudi bom rekla, ti čisto enostavno kvantitativni cilji, zato smo imeli še posebne delavnice s projektno skupino, da smo konkretno lahko sploh dorekli, kje smo in kako lahko ocenimo. Veste, oceniti potrošnjo izletnika ali pa dnevnega turista ni tako enostavno, ne? Se pravi, treba tukaj kar precej debate. No, potem je pa nastal ta model prioritet, kot sem jih že prej omenila, vseh 4 prioritet, ki so potem nadaljne oblikovane v to predlog destinacijske organizacije, namreč dokument po občinah in destinaciji je pripravljen za srednjeročno obdobje 5 let in v tem času se pričakuje, da delovne skupine, ki so zdaj nastale in sestavljajo 4 centre, center za kakovost, za strateško in operativno trženje, za doživetja in pa za raziskave in razvoj, nadaljujejo z delom, torej zdaj smo jih vzpostavili, 2krat so te delovne skupine na nivoju destinacije že zasedale in da v bistvu v tem prvem letu 2017, 2018 tudi verjetno, ko še ni verjetno nekih možnosti, da bi se lahko neka pravno formalna oblika destinacijskega podjetja oblikovala, da se te aktivnosti peljejo skozi delovne skupine. Moja prisotnost seveda ostaja tukaj s delovnimi skupinami, tudi ko je dokument zaključen, skratka se delo zdaj šele začne, ne? To je samo osnova, ena platforma, da lahko začnemo z
delom. Vse to, kar vas verjetno konkretno zanima naprej, je pa potem tudi v akcijskih načrtih TIC-ov, tako Zreče kot Slovenske Konjice, kako potem te stvari peljati dalje. Zdaj tukaj pri centrih ste lahko videli konkretno, s čim se kateri center ukvarja, s čim katera delovna skupina, jaz mogoče tega zdaj ne bi brala, ker se mi zdi, da je preveč. Je pa vsaka občina dobila svoj model razvoja, spravi vse tisto, kar je bilo na občinskih ravneh povedano, je prišlo v ta model, potem pa je bilo proučeno na skupni plenarni zadevi in prišlo v destinacijski model. Tako da nič ni bilo nekako prepuščeno samemu sebi, pa nekaj je v pozabo. Smernice so bile podane potem tudi za vse centre in na koncu potem tukaj je nastal model ukrepov. Mi smo ukrepe delili na dva dela, na razvojne in pa na trženjske oziroma za kakovost življenja. Iznotraj teh smo pod vsak steber vstavili 7 ukrepov. Pod temi ukrepi so pa vse te aktivnosti, o katerih smo govorili na delavnicah, ki so prišle lahko iz zgore navzdol ali pa iz spode navzgor, torej od ljudi in so bili potem tudi skupaj zbrani. Tako da imamo tukaj ukrepe, ki se v osnovi, v naslovu so podobni v Oplotnici, so podobni v Konjicah, v Zrečah, notri pa so druge aktivnosti zapisane, ne? Da boste razumeli, mi moramo priti na skupni imenovalec na destinacijski ravni. Tako da je tukaj nabor ukrepov, tudi uvodne, torej termini, kdaj bi se naj izvajali, tako da tudi to mislim, da ne bi zdaj šla skozi, ker ste verjetno prebrali. No, temu pa sledi zaključek, ker sem zapisala v bistvu par zaključnih besed na to temo in potem je nabor prilog. Tukaj je teh 38 strani, torej kratek povzetek, čist kratek povzetek je pa mislim, da na 7 straneh in ta dolga verzija je pa seveda veliko daljša s temi prilogami. Tako da se pričakuje, glede na se trajnostno vedemo, tudi smo razmišljali o tem, da verjetno ni smiselno tiste dolge verzije tiskati, ampak da ta ostane v elektronski obliki in se takrat uporabi kot tisti, ki jo potrebujejo, tudi vedo, kje se nahaja. Hvala lepa. Hvala lepa za uvodno predstavitev. Zdaj bi pa najprej prosil predsednika odbora za gospodarstvo, turizem in podjetništvo, gospoda Stanka Kolarja, da poda mnenje odbora. Mimo grede, zapisnik odbora ste pa zaradi tega, ker je bila seja kasneje po sklicu seje občinskega sveta, ste dobili danes na mizo. Gospod Kolar, prosim. Hvala za besedo. Odbor je zasedal in je sprejel soglasno sklep, da podpira strateški dokument občine Slovenske Konjice z naslovom Načrt razvoja in trženja turizma v občini Slovenske Konjice 2017-2021. Ob tem je tudi stekla razprava, seveda pred glasovanjem, kjer so bile izpostavljene naslednje zadeve. Pričakovati je, da bodo tisti koristniki tega strateškega dokumenta, ki ga bodo uporabljali za svoje delo, pripravili tudi neke vrste poslovni načrt, ki bo merljiv z cilji in pa potem tudi rezultati, na podlagi katerih bomo lahko ocenjevali uporabnost in pa delo samih ekip, ki bodo tale dokument spravljali v življenje. Dejstvo je, da na nivoju destinacije se pač pričakuje eno usklajeno delovanje, ampak v vsakem primeru je občina za svojim dokumentom tukaj samostojna in da bo delo nadaljevala ne glede na destinacijske rezultate. Povezovanje je ključna zadeva in pa želimo si, da bi sodelovali tudi v veliki meri tudi ostali veliki izvajalci turizma v destinaciji, kot je Unior in še kdo. Toliko, kar se tiče odbora. Ok, hvala. Smo v bistvu že začeli razpravo. Še želi kdo razpravljati? Gospod Štefanič? Ja, hvala za besedo. Zdaj tale krajša verzija bo imela še smisel samo za tule. Mislim, sprašujem zato, ker bi, če bo ostala nek način za delo nekaterih, da bi z enim stavkom za volitve rešili probleme, kot je na primer slika 19, vemo, da je slika 19 v daljši verziji, tu je pa na primer slika 19, isto je s tabelami, v tabeli 49 tabela zna. Mogoče se bi dalo rešiti tudi tako v tabeli 2, pa v prepaju pa 19 v širši verziji.
To ni noben problem, lahko popravim, lahko dam vem, da novo ni. kazalo, pa potem tudi se veste, se avtomatsko spremeni. Ja, ne. no to, če bo ostalo, Lahko se splača narediti. narediti, ker drugače sem že zadnjič na odboru rekel, da se vidi, da je bilo veliko dela vloženega v to in je dobro upravljeno delo. Zdaj me pa zanima še tole. Predvsej je tehle, ki so sodelovali zraven in zdaj piše, samo zapidem do tja. V destinacijskem dokumentu so vsi z imeni poimenovani v uvodnem poglavju. Ja. V občinskih pa tega nismo dali noter, ker se mi je zdelo, da je vsega preveč, ampak v destinacijskem so pa po vseh občinah vsi tudi imenovani. No, zanima me, koliko skupin, ker je bilo posamezni sklopi so obdelani, koliko skupin je dejansko za vsak sklop posebej skupina, ali so v bistvu bili eni in isti ljudje, ki so tokrat obravnavali to, drugič pa to. Mogoče moramo ločiti. Projektna skupina na nivoju občine jo sestavljajo običajno, torej predstavniki občine in največji turistični ponudniki. To je najožja oblika, bila ta je zasnovala s zadevo. Delovne skupine, tiste, ki so se 4-krat srečale in so potrdile posnetek stanja, vizijo in pa strateške cilje in ukrepe in na koncu dokument, so bile 4. In to so predstavniki, to so deležniki, nekaj jih vidim tudi med vami, ki so bili, to je bilo nekje od 38 pa do 23, različno v vsaki občini, od velikosti občine, odvisno koliko je bilo deležnikov. Pol je bila pa tretja, so pa specializirane delovne skupine. Te specializirane delovne skupine so se pa srečevale na določeno temo in so delovale na občinski ravni ali na destinacijski ravni. Tako da vam zdaj čisto točno, koliko delovnih skupin je delalo, ne znam povedati, ker je bilo več kot 70 delavnic. Bilo je zelo veliko. Zato smo potem skupaj napisali, kdo je bil v delovnih skupinah in kdo je bil v projektni skupini. Za specializirane skupine pa nismo pisali, ker so to bili ti ljudje, ki so tu noter. In je pa, če boste pogledali pa destinacijski dokument, noter imate pa danes za te delovne skupine, ki so vzpostavljene, zdaj, ki bi naprej delovali pod centri, tam so pa konkretno tudi ljudje napisani, torej osebe napisane, kdo je v kateri delovni skupini. No, verjetno je poskrbljeno, jaz si vsaj tako predstavljam, da tisti deležniki, ki sodelujejo v eni skupini, morajo verjetno, v eni vsebini, morajo verjetno poznati in prav bi bilo tudi vsebine drugih. Glejte, centri imajo, torej znotraj vsakega centra so vse 2 delovne skupini. Skupine se srečujeta posebej in potem se skupaj sestane center in potem so imeli srečanje vsi 4 centri tudi že skupaj, tako da vsi vedo vse. Nekateri posamezniki so tudi v več skupinah, tako da tako in tako se te zadeve prenašajo. Je še kakšna... Ne bi zdaj odpirali debato okrog proceduralnih postopkov, ampak dajmo se osredotočiti na vsebino. Vsebinska vprašanja, prosim. Ugotavljam, da vsebinske razprave ni več, zato predlagam občinskem svetu, da sprejme načrt razvoja in trženja turizma v občini Slovenske Konjice za leto 2017 do 2021. Kdo je za sprejem? Glasovanje teče. Ok, zaključimo. 20 za, nihče proti. Ugotavljam, da je ta pomemben dokument sprejet. Hvala lepa pripravljavki oziroma koordinatorici in pa magistrici Renati Klančnik. Mi pa prehajamo na drugo točko. To je predstavitev vsebine postopka izdelave celostne prometne strategije občine Slovenske Konjice. Uvodno predstavitev. Prosim. A se to šteje za pod tajno glasovanje ali javno glasovanje? Mislim, da je javno, samo tu se vidi, kdo je. No, vse pojasnilo bi rado, se pravi, v zapisu glasovanja se ve, kdo je glasoval za in proti. Se ve. Tu ste vodeni samo po številko, jaz ne vem, zdaj le morate gledati na seznam. Ta del pojasnila mi je manjko prej, zdaj smo samo poskusili, pa številke imamo, zdaj se pravi po številkah se vidi, kdo je glasoval in to zapisal, je pa res, da javno se pa ne vidi več, recimo. Ja, pol bi lahko dali tole na PowerPoint, da vidimo, kdo je kaj. Če bi lahko dali gor, ja. Ampak zopet imate samo številko, nič drugega.
Pa je vse javno glasovanje. Vse tudi prej niste vedeli. Videli ste, ampak ni pa bilo zapisano. No, ampak se vidi. Ni bilo nikoli zapisano, kdo je glasoval. Ne, to ne, ampak se pa vidi, kdo glasuje, no, vizualno, tako da smo si najjasni. Bom drugače vprašal, da prekinem to, kako pa v državnem zboru glasujete? V državnem zboru se ne vidi, kak je glasuje. Ima pa vsak državljan možnost pogledati, kak je glasoval potem. To je to. Ampak ne vidiš, ker sam tipka stisneš. Ne? Sam izpiše vse na ekranu, 75 za, 2 proti. To je meni popolnoma jasno, ampak... To je vedno še... Je to javno glasovanje. Če je pa tajno glasovanje, je pa v državnem zboru se postavi skrinjica, se razdelijo listki in se odnese skrinjica in volilna komisija prešteje glasove, tam je pa tajno glasovanje. Ok, hvala. Pri drugi točki predstavitev vsebine in postopka izdelave celostne prometne strategije občine Slovenske Konjice. Uvodno predstavitev bom prosil direktorja Mariborske kolesarske mreže, gospoda Josipa Rotarja in pa Draža Mlakarja z naše občinske uprave. Izvolite. Hvala za besedo. Lep pozdrav. Sem Josip Rotar, prihajam iz Mariborske kolesarske mreže, Društvo za spodbujanje kolesarjenja in trajnostnega prometa. V imenu izdelovalcev celostne prometne strategije vas lepo pozdravljam. Skupaj to strategijo pripravljamo s podizvajalcem Zavodom za urbanizem Maribor in pa podjetjem Logitech. Zdaj nekaj osnovnih informacij. Tole pripravo celostne prometne strategije financira oziroma sofinancira Evropski kohezijski sklad. Izvajalec razpisa je Ministrstvo za infrastrukturo. Trenutno po celi Sloveniji poteka priprava 62, torej v 62 občinah v Sloveniji poteka priprava teh celostnih prometnih strategij. Vrednost operacije je 43.300 evrov. Torej, ja, celostna prometna strategija. Ne bom ponavljal tega izraza, da se ga ne boste naveličali, bom v nadaljevanju uporabljal izraz CPS, kratico. Gre v bistvu za pripravo strategij po smernicah, ki jih je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo in v okviru tega gre za nek nov pristop pri načrtovanju prometa, predvsem ker je prišlo do tega, da se je na podlagi dosedanjih izkušenj opazilo, da kadar se je gledalo na promet preveč zgolj iz vidika prometa kot uporabnika avtomobilov, se je ugotovilo, da so se problemi vedno znova isti potencirali. In zato te strategije želijo na nek drug način pristopiti k reševanju prometnih problemov. Predvsem iz vidika, torej razširiti vidik vseh udeležencev v prometu, ne samo voznikov avtomobilov, temveč tudi pešcev, kolesarjev, uporabnikov javnega potniškega prometa, torej izboljšati vse možne alternativne transportne možnosti, ne zgolj ene. Zdaj, bistvo CPS-a je, sprašuje se o tem, na kak način lahko prebivalci v svojih občinah, v svojih lokalnih skupnostih preko prometa izboljšajo kvaliteto svojega življenja. Potem, na kak način lahko zmanjšajo negativne vplive na okolje, zdravje in tako dalje. Potem zelo velik poudarek je na tem, da se vključuje javnost, in pa da se da poudarek mobilnosti oziroma dostopnosti in ne več samo pretočnosti prometa. Zdaj, trajnostna mobilnost, ne bom govoril o sami teoriji, kaj to pomeni. Lahko bi rekli, da trajnostna mobilnost pomeni zadovoljevanje potreb vseh ljudi po mobilnosti in pa zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, zdravje in pa ekonomijo. Tukaj bi vam želel predstaviti ciklus, na kak način bo proces oziroma na kak način je zasnovan proces izdelave teh strategij.
tukaj ne gre za to, da bi izdelovalec zgolj dobil nalogo, da napiše dokument, ampak je naloga nas izdelovalcev v bistvu na nek način dvojna. Prvič, smo moderatorji in moramo vključiti se v razpravo o tem, torej privabiti čim več občanov, ljudi in pa lokalnih deležnikov, tudi vas, občinskih svetnikov, v razpravo o viziji, v razpravo o ukrepih, v razpravo o problemih. In ta naša moderatorska vloga bo na koncu v sodelovanju z občinami pripeljala do tega, da bomo imeli napisano strategijo z akcijskim načrtom, kaj si na katerem področju, kaj se bo naredilo. To pomeni na področju avtomobilskega prometa, na področju kolesarskega prometa, na področju peš prometa, javnega potniškega prometa in tako dalje. Zdaj smo na koncu prve četrtine tega kroga, to pomeni zagona procesa, kjer smo zaključili analizo stanja, in to analizo stanja smo seveda izvedli preko anket, javnih razprav, terenskih ogledov in pa intervjujev z določenimi relevantnimi deležniki v občini. Seveda pa te analize stanja še ne mislimo zaključiti, ampak je v bistvu želimo, da se v procesu nadaljevanju, torej pri sami zasnovi vizije in pa nadalje opredelitvi ciljev, prav tako vključijo deležniki in da potem nekako pridemo do strategije, ki bo predana občini in občina bo s tem strateškim dokumentom potem izvajala ukrepe v prihodnosti. In kar je najpomembnejše, ta strategija je podlaga za črpanje, torej konkuriranje na razpisih, kajti ministrstvo že pripravlja v tem paketu tudi financiranje konkretnih infrastrukturnih in pa tudi neinfrastrukturnih ukrepih. Govorim o neinfrastrukturnih ukrepih zato, ker strategija ni naravnana samo infrastrukturno, ampak tudi na tako imenovane mehke vsebine, kajti želja ministrstva je, oziroma po izkušnjah sodeč, da zgolj ukvarjanje z infrastrukturo spet potencira vedno znova ene in iste probleme in da je potrebno tudi več narediti na ostalih stvareh, kot je organizacija, komunikacija, osveščanje in tako dalje. Zdaj, časovnica, mi smo začeli v juniju, potem ustanovili smo delovno skupino, sledile sta 2 javni razpravi, načrtujemo še načeloma 2 do 3 javne razprave, predvsem pa tudi delavnice s ključnimi deležniki in pa delavnice z sosednjimi občinami, predvsem s tistimi občinami, kjer ti migracijski dnevni tokovi, prometni, so najbolj povezani. Tukaj predvsem mislim občino Zreče. Potem dosedanje aktivnosti, da povzamem, torej ustanovitev delovne skupine, izvedli smo terenske oglede na različnih vsebinskih področjih, od tega, da smo prekolesarili občino, do tega, da smo ocenjevali dostopnost in pa urejenost javnega potniškega prometa, urejenost avtobusnih postajališč, do tega, da smo na pomembnih lokacijah in pa odsekih šteli prometne tokove, do teh terenskih ogledov, kjer smo ocenjevali urejenost za pešce, varnost, no potem tudi anketiranje na vsa gospodinjstva v občini so bile poslane ankete, verjetno ste tudi, je marsikdo od vas tudi sodeloval in nam poslal to anketo nazaj. Izvedena je bila nagradna igra, s katero smo želeli občane nekako stimulirati k temu, da sodelujejo v anketi, in pa izvedena je bila analiza strateških dokumentov, tako na občinski, regionalni in pa nacionalni
ravni in narejena ocena vpliva širšega, na kak način ti dokumenti vplivajo na trajnostno mobilnost. Zdaj, glavne ugotovitve, zgolj povzetek, torej te načeloma so si v mnogih občinah po Sloveniji zelo podobne. Ugotavlja se, da načrtovalske prakse, ki so bile do zdaj, so bile ponekod neučinkovite. Ugotavlja se, da ljudje pač se radi vozimo od vrat do vrat, torej netrajnostne potovalne navade, pogosto prekoračujemo hitrosti, predvsem se to dogaja na vstopih v naselja in pa najbolj kritično seveda v območju šolskih poti, torej tam, kjer bi dejansko moral biti promet najbolj varen, da se poskrbi za varen prihod v šolo. Potem neizkoriščen potencial kolesarjenja, to, kar je v bistvu opažanje v tej občini, ko smo poleti kolesarili po tej občini, smo videli, da je, kar se tiče naravnih danosti in pa atraktivnosti, ta občina res izjemna in da bi to mogoče tudi v navezavi na prejšnjo točko vašega dnevnega reda, turizem, bila tukaj temu področju res potrebno posvetiti posebno pozornost in se razvoju kolesarjenja in pa posledično potem zelenega turizma dati eno posebno poglavje in se mu posvetiti. No, potem pa neatraktivnost javnega potniškega prometa, kar je načeloma res ta ena črna pika v celotni Sloveniji, sploh v občinah, ki nimajo javnega potniškega na ta način, kot je recimo Ljubljana, ne. Tako da tu je kar veliko izzivov, ki jih bo potrebno še urediti. Bi pa povedal to, da seveda občine velikokrat pričakujejo ali pa lokalna okolja pričakujejo, da bo ta celostna prometna strategija rešila vse probleme od ustanovitve občine, vse probleme, ki so se nabirali dolga desetletja do danes, kar seveda je vas potrebno malo razočarati. Ne bomo vsega tega mogli rešiti, lahko pa s tem aktiviramo in zaženemo nek nov začetek pri samem pogledu, na kak način se gleda na promet in poskušamo nekako z nekimi novimi pristopi prometno situacijo reševati. No, tukaj mogoče zgolj, da vam predstavim, to je v bistvu celostna grafična podoba. Želeli smo tudi na nek način dati pri tej celostni grafični podobi poudarek na center Slovenskih Konjic in pa v ozadju objekt avtobusne postaje, kjer bi želeli, da v bistvu avtobusna postaja res postane neko prometno vozlišče, neko, recimo temu, srečališče ali pa vozlišče večjih transportnih modalitet, torej javnega potniškega prometa, kolesarjenja in tako dalje. In pa potem slogan ljudje, trajnost in pa okolje. Naj povem, da v bistvu smo imeli tudi delavnico z gimnazijci, že kar na začetku, in moram povedati, da mlade glave so nam dale toliko idej, pa toliko nekega svežega pogleda na vse to, da bi lahko rekel, da smo v tisti 1 uri pa pol že v bistvu napisali strategijo, ne. Ampak, da se vrnem, gre za to, da je vključevanje javnosti potrebno iz večjih zornih kotov. Tako je treba poslušati gimnazijce, potrebno je poslušati tudi osnovnošolce, potrebno je poslušati starše, potrebno je poslušati občinske svetnike, starejše, torej vse ciljne skupine in šele na to, ko ti vsi dajo neke svoje vhodne podatke, lahko sestaviš nek kvaliteten mozaik. Zdaj pa tukaj mogoče zgolj enih par takšnih slik iz naših terenskih ogledov. Tu je bilo kar nevarno, moram povedati, da smo se kar neugodno počutili, ampak smo pa vseeno zelo uživali.
To je tudi moj kontakt, če si bo kdo zapisal, če vas karkoli zanima, tudi zdaj, če se slučajno ne spomnite, me lahko vedno kontaktirate, tudi preko gospoda Mlakerja in se lahko tudi potem vključite v nadaljnih korakih pri razvoju strategije. Hvala. Hvala lepa gospodu Rotarju. Kot vidite, je kar nekaj razlogov, da smo se lotili izdelave celostne prometne strategije v občini. Prvi je, kot je bilo ugotovljeno, da najprej ugotovimo, kje sploh smo, povzetek stanja, potem nadaljevanje pa že tisti učinek. S tem, ko se organizirajo okrogle mize po sveti, pride do osveščanja prebivalcev glede samega obnašanja v prometu, predvsem pa pri spreminjanju potovalnih navad, ker po konicah dosti krat se vozimo z avtom, pa recimo, če vzamemo od občine do doma kulture, sem prej peš, kot pa z avtom okrog na obvoznico in tako naprej. In kup je teh navad, ki jih moramo kar vsak pri sebi razmisliti pa začeti spreminjati. Na koncu koncev, na osnovi teh ugotovitev se bo marsikaj dalo tudi pri posodobitvah na cestni infrastrukturi tudi upoštevati in zgraditi to, kar se ugotavlja, tam, kjer so dejanske potrebe. In tisti zadnji, pa verjetno na prvi pogled najbolj pomemben razlog, da se brez izdelane te celostne prometne strategije ne bo nič kaj dosti dalo na kakih razpisih prijavljati, in to pa tisti osnovni razlog, da pridemo do, če hočemo karkoli spremeniti. Odpiram razpravo, izvolite. Gospod Levart. Hvala za predstavitev. Mene zanima, kakšen je do zdaj odziv javnosti. Zdaj, treba je povedati, da javnost smo vključevali na različne načine. Predvsem preko javnih razprav je bil odziv dokaj slab, medtem ko odziv preko anket je bil kar dober. Tako da tu bi si želeli, da bi predvsem na javnih razpravah bilo več ljudi. Jaz včeraj ravno sem bil v Ljubljani na srečanju izdelovalcev, ki delajo v drugih občinah po Sloveniji, in moram povedati, da nikjer tako nizke udeležbe, kot je v Slovenskih Konjicah, ni bilo zabeležene. Tako da vas prosim, da mogoče za naslednjo javno razpravo, da pridete, da date tudi, da pokažete, da vam ni vseeno. Ja, to je dejstvo, kar je gospod Rotar izpostavil. Jaz sem bil na tej zadnji tule. Mislim, da so bili vsi tisti, ko so bili zaradi službe tu, pa ena gospa je bila pa še v tista smislu, da je najprej, da je prišla gledati si tole razstavo, tako da je bilo prav čuden občutek je bil. No, mimogrede še naj povem, da smo tudi sredstva za izvedbo, za izdelavo te celostne prometne strategije, če se spomnite pri rebalansu, 85% dobili na razpisu Ministrstva za infrastrukturo, tako da tudi država posveča tej temi izjemno pozornost s tem, ko sofinancira izdelavo, da vidimo, kje smo in kaj hočemo. Še želi kdo besedo? Ugotavljam, da ni več razprave. Še? Gospod Frim? Ja, mogoče to na prvi vtis, katere tri največje probleme, ali pa preko izzive ste vi bili kot zunanji opozovalec oziroma moderator, kje vidite, da bi se kaj dalo narediti? Torej, kot sem že dejal, je največji izziv ureditev kolesarskega omrežja, torej predvsem po tej vzdolž reke Dravinje, torej povezati Slovenske Konjice še z Žičami, Ločami in pa potem naprej, pa tudi hkrati navezava na Zreče. To je nekako najpomembnejša ugotovitev. Potem druga ugotovitev je javni potniški promet, da bi ga bilo smiselno povezati, mogoče malo tudi integrirati z šolskimi prevozi. Tu mogoče neke rezerve so, čeprav je kar javni potniški promet je kar težka tema v Sloveniji. Bo tu treba še kar nekaj postoriti, da se bo ugotovilo. No, potem tretja zadeva pa problematika tovornega prometa. Tukaj imate kar nekaj teh
avtoprevoznikov in to srečevanje predvsem tega mehkega prometa ali pa recimo v narekovajih mogoče bolj ranljivih udeležencev, da bi se to mogoče rešilo, da ne bi prihajalo do teh srečevanj pa teh nekih konfliktnih točk, torej predvsem iskanje eliminacije teh konfliktnih točk. Prav, hvala. Še želi kdo razpravljati? Mogoče bi še samo dal eno točko, da je treba ob ureditvi javnega prometa poštevati tudi sodobne tokove, ki se dogajajo na prometu. Ljudje se združujejo, puščajo nekje avtomobile, pa se skupaj vozijo. Tako da je tudi to problematiko, mislim, da je potrebno nekje umestiti. Hvala. Prav, sicer je to bolj že stvar kakih javnih obravnav, ampak nič hudega. Ideje so vedno dobrodošle. Še želi kdo besedo? Gospod Dofn Tavšek. Ja, hvala lepa za besedo. Ja, zdaj jaz ocenjujem tudi zadevo za pozitivno. Je pa res, da, ko sem slišal, da ne moramo zdaj ne zameriti, ampak ne moramo eno Ljubljano ali pa Celje ali pa Maribor primerjati s Slovenskimi Konjicami ali pa Stepanja. To moramo malo vedeti. Tam so ljudje bolj angažirani glede teh prometnih tokov, peš poti in kolesarjenja in tega, da ni avtomobilov in te gužve po mestih. To je popolnoma jasno ravno vsem. Je pa pomembna zadeva to, z mojega zornega kota, glede na to, kar ste povedal, glede kolesarskih poti, to je za kolesarjenje, to je zelo pomembno. Pa se mislim, ko po tujini hodim, da ni glih najbolj nujno, da je vse ob glavni cesti, kar je še bolj navarno, pač pa lahko gre tudi ta kolesarska pot malo zaobide, kakšno vas ali pa kje tudi po polju, kar je izredno verjetno zaželjeno. Drugo pa sem mislil na tole upozoriti, izredno pomembno je to, rečemo, mesto našo, tak, ampak drugače pa naše vasi oziroma krajevne skupnosti. Ker rečemo, večje krajevne skupnosti, tu so že cele ulice in promet po njih je tak, da ni skoraj za zdržati. To moram povedati. In tu bo treba nekaj narediti, ker seveda vsak se modi, vsak ali pa malo že zamudil na sestanek, pa malo na gas pritisne, in to so problemi. In take stvari verjetno bi po moji oceni bilo v bodoče treba malo noter vnesti, oziroma, ne vem jaz, gospod župan, jaz si malo mislim, da bi mogoče bil en takšen sestanek z vsemi predsednikami krajevnimi skupnostmi, oni izredno obvladujejo svoj sistem v vsaki vasi in bi verjetno se takrat lahko veliko kaj zmenili oziroma pa kaj predlagali. Hvala lepa. No, mogoče čisto na kratko komentar. Jaz menim, da ni toliko odvisno od velikosti kraja, da tudi obstajajo manjših kraji, ki lahko razvijajo zelo zgleden način trajnostne mobilnosti. Primer bi recimo dal občina Ljutomer, ki je pred 3 leti dobila evropsko nagrado v Bruslju za najboljšo celostno prometno strategijo, ali pa recimo občina Koprivnica na Hrvaškem, ki je približno isto velika, pa je v evropskem merilu ena od občin, kjer najvišji delež kolesarjev v prometu, več kot 30% ljudi kolesari v prometu. Zamislite si to. No, torej, jaz mislim, da vsaka občina lahko ima nekega svojega paradnega konja tudi na področju trajnostne mobilnosti. In to mora biti zgodba. In vi boste to zgodbo potem, ko jo vi jo boste naprej prodajali. Tako da zelo pomembno je, da politika, ne glede na to, iz kere stranke je, od župana do vseh svetnikov, da to zadevo naprej potem, da ste vi v bistvu ambasadori te zgodbe. Še nekaj bi rad rekel, to je novo, ko sem slišal in več let čujemo glede teh avtomobilov, ko se puščajo vse posod. V Tepanju pri bencinski črpalki
se bo čez zimo gradilo 53 parkirišč, seveda z vstopom ene parkirnine, ne. Avto se bo pač sam se boš pripeljal noter, ne, ga boš lahko tam pustil, ga boš lahko odpeljal, kadaj boš pač želel. Je pa res, da moramo vedeti, da je treba tako zadevo tudi urejevati in ta možnost bo dana, ker se projekti že izdelujejo in jih bomo skratkama tudi pokazali. Vendar, z druge strani bomo morali pa v občini pa pol na to pogledati, da se bojo bolj striktno izvajali razni pregledi, da se ti avtomobili glih tak naprej ne bojo puščali vse posod po drugih dvoriščih, pač pa da bojo šla na to parkirišče, ki bo za to določeno. Hvala lepa. Prav, vete, pot je začeta. Ne? V zvezi s tem, ko je gospod Davšek rekel, da je bilo, ne vem koliko je bilo teh splošnih obravnav, specialnosti še pa bojo, tudi krajevne skupnosti še bojo. Se to je začetek poti šele v bistvu in tudi, ko bomo prišli do konca, bomo rekli, to je pa zdaj ta dokument, ki ga bomo pa še vedno nadgrajevali potem. Teda jaz bi to jemljem v bistvu današnji večer kot seznanitev občinskega sveta s tem, da nekaj poteka, da se pa seveda vsi vabljeni, da se vključijo potem, ko bodo konkretne obravnave. Gospod Založnik. Ta dokument, ko bo končan, a bo to imel kako težo, da se po tem dokumentu moramo ravnati, oziroma če bo imel kakšne prednostne nivoje, kaj se mora prvo urediti, kaj pa potem, ne? Ali je to samo dokument, ki ga lahko beremo, ni ga se pa treba potem nekih zavez držati po tej strategiji, kako bomo to pelali. Ja, ta strategija bo vsebovala tudi akcijski načrt z ukrepi, časovnicami in pa predvidenimi finančnimi sredstvi in bo sprejeta na občinskem svetu. Torej, to je potem vaš dokument, ki vam bo, recimo, če se boste čez 3 leta spomnili, da boste nekaj naredili, ne, se boste morali sklicevati na ta akcijski načrt. In mislim, na ta način smo mi delali recimo v Mariboru, ko smo pripravljali strategijo pred par leti in zdaj ukrepi, ki se izvajajo, se v bistvu referirajo na ta dokument. Ne, je to v bistvu osnova. Ne. Hotel sem še samo to dodati, ne, da morate pa biti tudi pripravljeni, da je pri taki strategiji, torej pri spremembah, potrebno včasih tudi kakšne stvari žrtvovati. To pomeni, včasih je tudi treba na kakšni cesti postaviti omejitev, tudi kakšen parkirni prostor, kdaj vzeti, da se na drugi strani kakšna stvar tudi pridobi. Izboljša preglednost nad križiščem, izboljša prometna varnost in tako dalje. Ne. Prav, še želi kdo razpravljati? Gospod Hren? Hvala lepa za besedo, gospod župan. Vsekakor pozdravljam tole strategijo, ker je prepotrebna za našo občino, ker vidimo, kak je s kolesarskimi poti in te stvari, da je treba v mestu to urediti, saj preko Konic do Zreč s kolesom ne moremo. In je to ena velika rak rana, mislim, našega prometa. Poleg tega je tudi mirujoči promet je treba na nek način urediti, po drugi strani pa kot predsednik odbora za podeželje moramo v veliki meri rešiti problem, rešiti tudi vključenost podeželja v to zgodbo. Ker bi, na primer, velikokrat smo že v teh razpravljali tako v okviru turizma, okrog kolesarskih poti, okrog Škavc in pa peš poti, okrog to zgodbo, naprimer tudi povezave, ki mogoče ne bojo mogli potekati direktno skozi mesto, v tako mežu bi mogoče prek podeželja možno bilo vzpostaviti do Zreč in pa do drugih krajev okrog. Hvala. Še želi kdo razpravlja? Ugotavljam, da ni več razprave, zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme sklep o seznanitvi z vsebino in postopkom izdelave celostne prometne strategije v naši občini. Imamo stisnjeno, glasovanje poteka. Trideset. Gospod Hren, ni stisnil ali ne želi stisniti?
Ne deluje, viš, zato sem preveril, nisem hotel zdaj dražiti, ampak kaj je številka 30 gor? Slavko, sam preverim, pogledaj številka 30. 31. Zdaj pa prijel. Stane je bil. Kaj? 31. Stane je bil. Ja. Komate pa zamenjeno. Se pravi, 25 Irena Vozlič, to pa v redu zdaj. 21 za, soglasno za, hvala lepa, da smo tudi to tehnične težave odpravili, se še bomo kar lovili, izgleda en čas, ne? Hvala lepa tudi poročevalcema. Zaključujemo drugo točko in prehajamo na tretjo točko. To točko smo čakali 10 let pa 8 mesecev, tako da izvolite gospa Kočar in pa Igor Frim, da opravita predstavitev pri odloku o občinskem prostorskem načrtu naše občine v drugi obravnavi. Izvolite. Hvala lepa. Tokrat bomo zelo kratki, namreč lahko povemo, da smo po prvi obravnavi sklicali oba odbora za okolje in prostor in pa odbor za podeželje, kjer sta na skupni, to se pravi sočasni seji obeh odborov konstruktivno sprejela ta predlog odloka, ki je pač pred vami, tako da je usklajen in to bi bilo zaenkrat vse. Hvala lepa, najprej bom prosil, verjetno boste oba enako govorila, upam vsaj, no, odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor, gospod Tone Ofentavšek, prosim za mnenje odbora k predlaganemu odloku. Hvala lepa, jaz bom tudi kratek, pa bom kar sklep prečital. Odbor je obravnaval predlog odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Slovenske Konjice v drugi obravnavi, seveda z odborom za podeželje, ter sprejel in ga za upoštevanjem pripomb predlaga v sprejem v drugi obravnavi občinskemu svetu. Če boste želeli, lahko po podrobnosti prečitam to ali pa povem, ampak mislim, da je zadeva jasna. Hvala lepa. Ok, hvala lepa. Odbor za podeželje, gospod Slavko Hren. Hvala za besedo. Odbor za podeželje je obravnaval predlog odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Slovenske Konjice v drugi obravnavi in ga z upoštevanjem pripomb predlaga občinskemu svetu v sprejem. Hvala lepa. Še statutarno-pravna komisija, magistrica Ksenija Klamfer. Na pravni komisiji smo bili veseli, da sta se oba odbora poenotila in smo seveda soglasno bili mnenja, da je to zelo pomemben dokument, ki ga seveda moramo sprejeti, ker ne da ureja vse posege v prostor, tudi predstavlja trajnostni razvoj oziroma podlago za trajnostni razvoj občine. Zato potrjujemo in predlagamo občinskemu svetu sprejem odloka o občinskem prostorskem načrtu Slovenske Konjice. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Gospa Poklič Bričko. Najprej veseli me, da bomo končno sprejeli ta pomemben dokument, ki sama bom glasovala za njega, me je pozmotilo, ker podpisnik po te skupne seje obeh odborov ni sploh omenjeno pomisleki o tej, kjer se govori o 76. členu 3b oddaljenosti nezahtevnih objektov od kmetije, ki je določena zdaj na 50 metrov največ. Potem je bilo izrečenih precej pomislekov, tudi stroka je imela dvome. Poleg tega pa tudi piše, da je bil sklep sprejet soglasno, pa ni bil soglasno sprejet. Jaz vem, da nisem glasovala za, recimo. No, ampak ne glede na to, če ni kaj hujšega, je super v celem dokumentu. Predlagam nekaj, da to pri potrditvi zapisnika se vnese, če ni bilo soglasno, to je verjetno te manjši problem, ostavilo pa stvar debate. Tako da zdaj... Verjetno gre za odbor za podeželje. Boste to na odboru za podeželje, predpostavljam. Glede glasovanja, ker nismo soglasno glasovali. Vsak svoj zapisnik imamo. Ampak, gospa Poklič, nekaj vam vprašanje. Proti pa niste bili? Ne. No, torej je soglasno, kaj zdaj? To je soglasno, ker je za piše, jaz. Proti ni bil nihče? Ni? Ni soglasno. To pa ni. Dobro. Še kakšno
razprava, vsebinska, prosim. Gospod Ofendavšek. Ja, hvala lepa. Jaz mislim, da danes sprejemamo takšen dokument, ki je potrebno, da tudi kjer rečemo. To je, sem že na prvem branju povedal, da je to zakon naše občine. Tako veliko ga je in tako je, bi rekel, nezapleteno gradivo, zelo obširno, z raznimi odloki in vsemi temi, da človek kar nekaj časa porabi, da gotovo stvar, se pravi, si razponega. Tako da moram reči in še enkrat pohvaliti izdelovalca tega dokumenta, to je gospod Urbano in pa Igorja, ki je na tem vse skozi bedel, pa veliko krat jih tudi slišal, ko smo ga drnjali. Skoraj 10 let, kaj je za tem dokumentom, danes ga pa imamo. In to je tisto, kar zdaj mislim povedati. Zdaj, mi nimamo ta dokument verjetno zato, da ga imamo. Zdaj moramo priti pa k dejanjem. In ker smo vse skozi se zgovarjali na ta dokument, da ga nimamo in ne moremo, zdaj pa moramo. Zdaj se pa reče, da moramo in je treba na tem področju pognati vse sile, da se bojo zadeve začele po planih, ki jih pač imajo ljudje, tisti, ki so čakali na to, da se bo to začelo izvajati in da bomo čez kako leto, dve že lahko videli razne rezultate. Moram vam pa to tudi povedati, da je veliko ljudi mene tudi sprašvalo oziroma klicalo. Nisem klical Igorja, nego sem vsakmu odgovoril, stvar ni tako narejena, da se ne bo nikoli moglo nič dopolniti ali pa doreči še naprej. Opcija je verjetno odprta in v bodoče, po moji oceni, se bojo spet začele kakšne nove pobude in se bo to zbiralo in potem verjetno k temu ta dokument tudi lahko, po moji oceni, nadaljeval. Hvala lepa. Gospod Koren. Lep dober večer tudi v mojem imenu. Jaz mislim, da danes velik dan z sprejetjem tega odloka oziroma OPN-ja. Jaz upam, da ga bomo sprejeli z veliko večino. Res, da je bilo na tistem skupnem sestanku obeh odborov, moč tak odbor za podeželje, nismo bili čisto zadovoljni, ampak ker za določene objekte je teoretično možno, da bo izpadli, ampak je možno po drugem postopku, sicer bolj zapletenem in malo dražje, mogoče vseeno priti do te gradnje. Jaz upam, da bo takšnih izjem malo, da bo imeli naši kmetje malo težav s tem, ampak v vidu, da je ta dokument težko pričakovan in dolgo pričakovan, je pol bil dejansko vsekakor za podpreti in za sprejeti, če bo, oziroma mislimo, da bo ta dokument sprejet. Zadnji že mislim, da že čakajo nove pobude in da bo treba novo pot začeti z novimi pobudami. Naši občani, krajani že imajo nove ideje oziroma potrebe. Jaz upam, da bo novi krog se prej zaključil, se bo kupata. Hvala. Hvala lepa. Gospod Hren. Hvala lepa za besedo. Tako kot je rekel podžupan, z vsemi rešitvami nismo bili zadovoljni, ampak vsekakor zaradi sprejetja tega dokumenta, ki je bistven za razvoj cele občine in pa tudi podeželja, smo se odločili, da te spremembe podpremo. Jaz upam, da smo naredili dobro delo, vnesli smo nov termin, to je Kašča. Da ta termin pomeni tudi nekaj širši termin, kot smo si ga v starih časih znali predstavljati, da bomo lahko modernemu kmetijstvu preko tega termina dali tudi določene možnosti, ker Kašča v modernem pomenu kmetijstva pomeni praktično veliko stopnjo rabe. Tako da bo iz tega razloga smo potem tudi popustili, da lahko gre tak dokument naprej preko odbora za podeželje. Hvala. Še želi kdo razpravljati? Jaz mislim, da lahko Mojca stisne F9 in predlagam občinskemu svetu, da sprejme odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Slovenske Konjice v drugi obravnavi. Kdo je za sprejem? Svet mi manjka 29.
Ker jo ima 25, pa ni. 25 pa ni, v redu. Brez da gledam, vem, da je soglasno, zdaj pa je soglasno. 21 za, nihče proti. Hvala. Zdaj sta mislila, da nima ploskamo, pa ni bilo. Tudi sam se želim zahvaliti pripravljavki, to je gospe Kočar in pa našemu Igorju, pa vsem tistim, ki ste pri tem pomagali, da je zdaj resnično, jaz sem slabih 10 let tu priprave oziroma postopek sprememb občinskega prostorskega načrta pa poteka od februarja leta 2006, se pravi 10 let pa 8 mesecev, kar je nevzdržno. In tudi sam mislim, da je zdaj s tem odprta pot za tiste stvari, ko smo včasih imeli kakšne pobude, pa smo imeli žal roke zavezane. Si pa ne želim, odkrito povem, si ne želim osebno še enkrat iti po tej poti, ko smo leta 2010 dogovorjene stvari, leta 2014 spet na novo odpirali, kot da jih nikoli še ni bilo. V glavnem, to naše kolesje birokracije, tam nekje v centrali, pa neupoštevanje kmečke logike nas bo ogonobilo. Tako da resnično upam, da bo naslednje spremembe, kdorkoli bo že delal, da bo bistveno krajšem času prišle do konca. S tem pa ne mislim, da mora pa čisto vse, kar nekdo predlaga, pa biti požegnan. S tem se pa strinjam. Ampak treba imeti pa osnovno logiko pa reči, tako kot sem že dejal, zdaj, ko je to koordinacijsko telo na nivoju vlade ustanovljeno, ja, tudi doma, ko se kregajo, mora eden reči, zdaj pa dosti, takle bomo naredili. Vsak ima svoj pogled, ampak treba je presekati. In tega je v tem postopku manjkalo. Kot smo dejali, varstvo narave, ministrstvo za kmetijstvo, ima 2 leti pa pol, so se preklali v Oslovi senci, niso vedeli, kdo je bolj pomemben, čas je pa tekel. Tako da, še enkrat hvala lepa in res je resnično velik dan. Ne samo zato, ker ima Jože Hlačar dan so resen dan, tudi sicer. Hvala lepa in mi smo izčrpali redne točke dnevnega reda, smo pri 4. točki, to je vprašanje in pobude in pa mimogrede bi še omenil eno zadevo, namreč nadzorni svet javnega komunalnega podjetja je obravnaval in tudi sprejel priporočilo, da bi občinski svet sprejel sklep o tem, da podpira vpis pravice do pitne vode v ustavo. Obravnavala je tudi statutarno-pravna komisija, pa vendar res mislim, da stvar ni zrela za obravnavo še na občinskem svetu, naj še matični odbor za okolje in prostor svojo besedo reče in potem lahko na naslednji seji brez nekih zadržkov, ko bo stvar šla skozi normalno proceduro, obravnavamo. Napovedal bi še naslednjo sejo, ta bo predvidoma četrtek 24. novembra, takrat pa ob 18. uri, v nedeljo predstavljamo uro. Povabil bi vas na boksarski spektakl, ki bo 6. novembra ob 18. uri v športni dvorani, upam, da je to nedelja. Na mizi imate tudi vabilo na 15-letnico Združenja zgodovinskih mest Slovenije, kjer je naša občina tudi članica od vsega začetka. Martinovanje bo 12.11. med 10. in 18. uro na Zlatem griču. Preden pa res predam besedo še vam, glede vprašanj in pobud, bi si pa vzel nekaj 5 minut časa in bi na kratko predstavil tole bukvico, ki jo ste kmalu dobili. To je ta snutek proračuna za leto 2017. V nekaj stavkih ga napovem, potem pa seveda november je čas za to, da potekajo obravnave na odborih. Prvo branje, kot sem dejal, 24. novembra in pa predvidoma sprejem, tam nekje po 20. enkrat imamo sejo pred Božičem, vsekakor, da bomo vedeli, v kaj gremo z novim letom. Poglejte, zdaj je povprečnina, jaz tule vidim primerna poraba, to je sam sebi naredil napako, povprečnina je, upam, da zdaj ni še potrjen, ampak se kaže, da bo 530 evrov na prebivalcev, kar v našem primeru pomeni približno 120 tisoč evrov več kot v aktualnem.
proračunu, pa vendar, ko pa upoštevamo tiste povečanje za 6% socialnih transferjev, pa vidimo, da ne moramo biti tako hudo optimistični, ker je tisti neto povišanje samo 48.000 evrov še na koncu ostane. In hkrati pa moramo se zavedati, da se lotevamo, oziroma smo se že lotili dveh velikih investicij, to je gradnja vrtca Prevrat in pa Loče. Seveda s tem proračunom zdaj predvidevamo najetje enega večjega kredita, zato smo tudi namensko enih par let zdaj šparali to kvoto dovoljenega zadolževanja, da bomo s tem lahko v finančnem smislu tudi parirali tem velikim načrtom. Marsikaj se še verjetno lahko spremeni do končnega sprejetja, ampak nekje moraš začeti. Na osnovi znanih podatkov, na osnovi znanih dokumentov smo upoštevali prihodke in seveda, ko smo gledali, koliko je pa še ostalo izven, je pa teh potreb, predvsem na cestah, pa še marsikje druge, ker za slabe 3 milijone in ne moramo biti zadovoljni. Vsako leto je podobna zgodba, med 2,5 pa do 3 milijone zmanjka tistega, kar so čisto realne potrebe, ne samo želje. Se pravi, želeli bi po hitrejši poti, pa nam finance ne omogočajo. Tako da prihodki in pa zadolževanje skupaj je predvideno v tem trenutku na 14 milijonov pa 403 tisoč evrov, zaokrožujem. Glede na veljavni proračun to pomeni za 3 milijone 336 več, kot je v letu 2016. Seveda pa to predvsem na račun, kot sem rekel, zadolževanja in pa cirka 800 tisoč subvencije strani Ekosklada zaradi gradnje nizkoenergetskih objektov. Za primerjavo, 4 leta nazaj, pa 3 leta nazaj smo imeli brez zadolževanja krepko čez 16 milijonov proračuna, ko smo imeli malo več možnosti dobiti kakšna evropska sredstva. Ugotavljamo pa, da je pa zdaj v tej finančni perspektivi nekako eno zatišje, vsaj kar se tiče koriščenja za lokalne skupnosti, razen tistih tako imenovanih mehkih projektov, kjer se pa pogovarjamo ranga 48 tisoč evrov, tako kot je tam recimo celostna prometna strategija in tako naprej. Jaz imam vedno to primerjavo, delam, ki me pomeni, kaj pomeni pridobitev sofinancerskih sredstev. In sofinanciranje je v tem proračunu predvideno za 1 milijon pa 121 tisoč evrov, kar je 7,8% proračuna. Je sicer nekaj več, kot je v sedaj veljavnem, v letošnjem, ampak hkrati je pa izpred nekaj let, ko smo imeli po 5 milijonov sredstev pridobljenih za razne investicije, ali takrat je to predstavljalo več kot 30% celotnega proračuna. Pol vemo, kje smo, da se živeti, da se še nekaj narediti. Približno tako, kot vsak doma gleda v familiji, če hoče nekaj večga narediti, si mora kredit vzeti, lahko pa živi v okviru razpoložljivih sredstev. Kot sem dejal, za obe investiciji vrtec Prevrat in pa Loče bo v naslednjem letu je namenjeno 3 milijone 550 tisoč evrov. Predvidena je obnova, delna obnova, ne v celoti, pač treba iti korak po korakom, to mrliško vežico v Ločah, ki je nažalost v takem stanju, kot je, in je treba v enih 2 letih pa priti na malo višji nivo, tudi tam rabimo eno določen nivo, pod katerega ne smemo iti. In pa predvidena je posodobitev pomožnega nogometnega stadiona na Dobravi, seveda ob predpostavki, da se bo finančna konstrukcija zapirala tako, kot je sedaj napovedano. In ko pogledamo, da je potrebno zagotavljati še namenska sredstva, kot je obnova in vzdrževanje komunalne infrastrukture, kar je poseben del v prihodkih proračuna, in pa delovanje stanovanjske podjetje, javni zavod, splošna knjižnica. In potem vidimo, ko še materialne stroške šol in vrtcev, in smo tam, kjer smo, kaj dosti več ne ostane. Jaz bi mogoče rekel še samo en stavek okrog tega, da smo lahko za
za letošnje leto izjemno zadovoljni, da smo uspeli to komunalno infrastrukturo, komunalno opremo v poslovni coni Slovenske Konjice zgraditi, kjer se vidi, da iz dneva v dan se nekaj spreminja, nekaj se premika. V bodoče, zdaj, ko imamo prostorski načrt sprejet, pa bo seveda kar nekaj podrobnih prostorskih načrtov potrebno sprejeti. Govorim o poslovna cona Tepanje in pa stanovanjska sosedska tule gor. Dobrnešne preke, že Tepanjski vrh, tam je cesta meja. In pa še nekaj sredstev zagotoviti, da bomo tudi na teh področjih lastniške odnose uredili, predvsem pa, da nadaljujemo pogovore na Zbelovem glede zemljišč za gradnjo protipoplavnih nasipov. Vemo, da smo tam že imeli zelo daleč te dogovore, pa je potem nažalost življenje preneslo drugače in nam odneslo sogovornika, tako da zdaj bomo spet nadaljevali in upamo, da bomo res ta zamik časovni uspeli čim prej nadoknaditi, da bi potem skupaj z izgradnjo kanalizacije, kar je zadolžen proračun, in pa državnega proračuna zgradili protipoplavne nasipe skupaj s tem prelivnim bazenom in pa kanalizacijskim sistemom na Zbelovem, tako da ne bodo več tepetali v vsakem malo večjem deževju. Pri delovanju krajevnih skupnosti je predvideno, da bomo še v tem letu sprejeli eno spremembo odloka o načinu financiranja krajevnih skupnosti, ki bo upoštevala tudi vzdrževanje domov krajanov in pa javnih površin, to, kar se že 2 leti pogovarjamo. Nekaj več sredstev namenjamo funkcionalnemu poslovanju v celoti, v globalu, pa vendar bodo manjše korekcije potrebne, če hočemo vse te specifične potrebe posameznih krajevnih skupnosti kolikor toliko zajeti. Je pa dejstvo, da ima največja krajevna skupnost tam 5500–5600 prebivalcev, najmanjša pa 152, tako da smo kar različni in bo težko vse potrebe pa vse želje nekako zajeti v istem dokumentu. Kot sem dejal, nam nažalost ta socialna varnost se kar naprej povečuje, 6% povišanje in 67 000 evrov gre v naslednjem letu več sredstev v ta namen, kot je v tem obstoječem proračunu predvideno. Sicer pa nasploh za ostale proračunske porabnike od civilne zaščite, protipožarnega varstva, delovanje društev pa poskušamo ohraniti nominalno enake zneske. Verjetno to pomeni bolj ali manj tudi enake možnosti za delovanje te nadgradnje, ki pa je bistveno bolj pomembna, kot si včasih mislimo, predvsem glede na to, da imamo kar en kup ljudi, ki delajo prostovoljno delo, kjer posvečajo svoj čas in znanje sokrajanom, in to je taka vrednota, ki jo moramo obdržati ali pa celo nadgrajevati, predvsem pa prenesti na mlajše generacije. Jaz mislim, da bomo na novemberskih sejah odborov še marsikatero besedo rekli. Poglejte, pa bomo potem debatirali. Je dovolj dobra osnova, da, kot sem dejal, še v letošnjem letu sprejmemo proračun za delo v naslednjem letu in potem se veselo lotimo in upam, da bomo res tam konec avgusta prerezali trak v Ločah na vrtcu, konec novembra pa na Prevratu, tako da bomo v glavnem te potrebe, ki so še ostale odprte iz preteklih let, nekako zadovoljili, tako da zmerni optimizem pa vedno velja. Hvala lepa za tole pozornost. Zdaj pa dajem res besedo vam glede tistih točke redna vprašanja in pobude. Izvolite. Gospod Hren. Hvala lepa za besedo. Ravno bi bila debata okrog proračuna za naslednjo leto. Vemo, da so potrebe zelo velike, ampak vseeno 10 let, kar smo dali pobudo za izgradnjo ceste Vila Marija pokopališče, ki predstavlja velikanski problem naše občine. Vse vemo, da od spravila lesa do vsega prometa, do vsega poteka med 2 šolama in pa med temi. Če je, saj da začnemo z razpravo ponovno in da začnemo z pripravo dokumentov,
da bi rečemo v neki prihodnosti ali v sestavi tega sveta ali naslednjega, da bi se ta cesta končno začela graditi in da bi rešili to veliko zagato mesta Slovenske Konjice. Smo zapisali, ampak v tem osnutku tega ni, ne? Ker realna možnosti, kot sem dejal, sodi medune, niti medune 3 milijone manjka, tam ni upoštevano. Vse pa strinjam, da se kaže okrog projektne dokumentacije pogovarjati. Mimogrede, predvideno je recimo priprava projekta ureditve parkirišča pri Mrliški Vežici v Konjicah, ampak samo projekta. Tam imamo že 2-3 leta kupljeno isto zemljišče, pa nismo prišli niti do projekta. Ne? Tako da postopno. Je pa vsekakor prav, da se spomnimo tu pa tam, da je ta projekt že enkrat bil, 10 let nazaj, je že bil dokaj blizu, zdaj je pa zaspal. Gospod Kolar. Hvala. Glede na že prejšnjo debato, dajem pobudo, da se vzpostavi funkcionalno isti režim glasovanja, kot je bil prej. Glede na tehnične rešitve je to zelo enostavno dati na platno in pokazati, kako smo glasovali. Hvala. To sem jaz mislil čisto pod zadnje še, da naložimo pripravljalcev programa, da preveri, ali je možna sledljivost potem to, kar je gospod poslanec rekel. Zdaj nisem prepričan, danes je bolj tesno glasovanje tole. Nisem prepričan, ali je možno slediti po tej številki, kdo je kako glasoval pri posameznem glasovanju. To bomo preverili, ja. Ja, sigurno, sam v tem trenutku ne vem, ali gre ali ne. Ja, gospa Klamfer. Ja, hvala za besedo. Najprej bi mogoče uvodoma svetnike želela seznaniti in sicer šolski center Slovenske Konjice Zreče je pridobil en velik projekt in sicer izdelave učnega izdelovalnega laboratorija. Gre za projekt vlade oziroma Ministrstva za gospodarstvo, s katerim bo Ministrstvo za gospodarstvo zagotovilo kar 600 000 evrov za vzpostavitev in delovanje tega laboratorija, katerega namen bo predvsem iskanje nekih učinkovitih, inovativnih rešitev tako na področju energetske učinkovitosti ter učinkovite rabe virov. Predvsem bo predstavljal ta laboratorij en taki projekt sodelovanja tako gospodarstva kot izobraževanja, kar se mi zdi za naše lokalno okolje izrednega pomena. Namreč naša matična podjetja predvsem iščejo kadre naravoslovnih ved. Istočasno bo laboratorij tudi predstavljeno podporo podjetništvu, namreč podjetniki bodo lahko v tem laboratoriju uporabljali najsodobnejšo 3D tehnologijo printerjev za prototipiranje različnih izdelkov, kar bo prav gotovo pripomoglo k nadaljnjemu razvoju podjetij. In ob vsem tem bi predlagala, da bi eno izmed prihodnjih sej povabili vodstvo šolskega centra Slovenske Konjice Zreče, da predstavi ta projekt. In istočasno bi prosila občino Slovenske Konjice, da se maksimalno angažira in naredi vse, kar je potrebno in hitro za zagotovitev prostore v tem laboratoriju, kolikor je meni poznano, naj bi šlo za prostore te stare garaže tukaj, kjer so zdaj mislim, da v posesti ali lasti JKP-ja, tako da bi ta laboratorij čim prej v najkrajšem možnem času tudi zaživel, kajti gre za eno zelo pomembno pridobitev za naše lokalno okolje. Hvala. Bi mogoče Stanko Kolar malo povedal okrog tega, ker je šlo preko odbora. Jaz bi želel dopolniti samo to, kar je že kolegica povedala, da projekt je bil prijavljen ob sodelovanju obrtne zbornice in pa pripravljalcev, v katerim smo sodelovali par projektnih skupin. Lokacija iniciativna za vzpostavitev Fab Laba, se pravi tega fabrikacijskega laboratorija, je bila takrat določena na mestnem trgu. Seveda ob rasti in ob večjih potrebah pa tudi iskana nova lokacija, ki bi bilo možno inštalirati tudi dodatno ostalo opremo, če bo zadeva zaživela v tem dvoletnem obdobju, koliko je predvideno financiranje za ta projekt. Tako da osnovne stvari so nekje dogovorjene, je pa res, da potem z razvojem same dejavnosti in z pristopom podjetij, z včlanitev v ta modul, ki bo postavljen, bo zadeve zelo potrebno nadgraditi verjetno na večji lokaciji, za kar pa imamo tudi dovolj časa, je pa prav, da pristopimo vsi k temu, da naredimo neki načrt financiranja tega projekta v naslednjih letih. Po 3 letih bi pa naj projekt bil, 2 letih, 3 letih naj bil samo vzdržen. Se pravi, dislocirana enota v Konjicah, ostale dejavnosti po sklopu šolskega centra, Konjice Zreče in pa samih delavnic v Zrečah. Za projekt v Konjicah je pa namenjenih 100 000 evrov.
Moram povedati, da prvi pogovori so stekli pred kakimi 3 tedni, mesecem dni, tako da je vpeto vse, samo da upamo čim prej na rezultate, da se čim prej premakne naprej. Osnovne zadeve so zagotovljene, da lahko dela teče dalje. Tako je. Gospod Ratajc? Danes smo zopet brali v Konicah članek glede na onesnaževanje Dravinje. Zdaj, rad bi vas seznanil, da je nadzorni svet komunalnega podjetja v torek obravnaval in na nek način tudi sprejel pravilnik, ki določa način obračunavanja tistih, govorim, industrijskih odpadk. Ta zadeva je dokaj, bom rekel, zahtevna, in jaz bi predlagal in prosil to ne vas, kot predsednik odbora za komunalo, ne da bi še to odbor za komunalo obravnaval, ta pravilnik. Mislim, da je prav, da se o tem začnemo tudi, da se o tem pogovorimo širše tudi na nivoju občinskega sveta. Hvala. Andrej Gumsej? Jaz sem zelo vesel, da bo tudi gradnja v Ločah stekla. Bi poprosil, da če bi bilo v naslednjih nekih večjih projektih, ki bojo v Ločah, sicer zdaj verjetno ne v nobenega več, razen čistilne naprave, ko bo, da bi bilo malo bolj spolotno obveščanje tako nas, občinskih svetnikov, kot tudi članov krajevne skupnosti, ker je bilo zdaj zaradi tega projekta kar veliko hude krvi strani staršev, kar se tiče od razdelilne kuhne, zakal 2 nadstropjih, take stvari, no, seveda, kak je to bolj malo težko razlagati, če nemaš neke prave informacije, no, če bi bilo to možno, da bi malo bolj ažurirno informacije tudi naprej posredovali. No. Hvala. Se strinjam, da je verjetno potrebna boljša komunikacija, sicer pa na to, kar bi nekateri v Sloveniji radi, da bi vsi bili projektanti tega unga, na to jaz ne pristajam in zato so točno ve, kdo je zakaj odgovoren. Zdaj smo pol na koncu nekako miškolancev, ko ne vemo, čemu je podobno. Okoli tega komunikacije se pa strinjam, da nam včasih kaj pobegne. Ne? Še nam v hiši pobegne, kaj šele v odnosu. Hvala. Gospod Založnik je prosil. Ja, hvala za besedo. Jaz bi samo vprašal, če tudi v novem proračunu, kaj je predvideno za nakup zemljišča ob šoli na Jerneju za parkirišče. V tem trenutku nimam podatka pri obravnavi, ne vem, nimam v glavi vsega. Škoda, ko bi rekel. Je pa zapisano to, kar je, se bo videlo. Še poslanci je prosil, izvoli. Bojan, izvoli. Hvala za besedo, da sem postavil, da se bom videl leto vreče tudi v mojem imenu vsem vam, spoštovani župan, svetnice, svetniki, občinska uprava, tisti, ki skrbite, da bo to zapisano tudi v medijih. Seveda, mogoče še enkrat glede glasovalnih naprav, če dovoli župan, tu se jaz z gospodom Stankotom strinjam, saj razvidno mora biti, da vidijo vsi tisti, ki so glasovali, ne samo ti kot predsedujoči, ampak vsi tisti, ki glasuje, kak je bil rezultat, če je bilo 21, to se mora videti, ne, da ti poveš, ne, kot predsedujoči, pa bilo kdo je predsedujoči, ne, ampak tudi vsi ostali morajo videti, ne, drugače je to malo, ne, s tem se na tem področju se strinjam z gospodom Stankotom. Drugače, moram čestitati vsem tistim, seveda župan tebi, predvsem Igor Refrimu, gospe Kočer, ki je odšla, gospodu Tonetu Ufentavšku, odbor za infrastrukturo, seveda, da je dolgotrajno obdobje mimo tega OPN, pa naj povem, da glede na to, da je tako dolgo trajalo, seveda nisi krivi župan ali pa nihče na občini, to je naša Slovenija, bi pa rekel, da naj bo veselje samo danes, jutri se pa začnemo ukvarjati z novim OPN-om, seveda z manjšim paketom, pa seveda z hitrejšimi postopkami. Upamo, da bo tudi verjetno na državi kdo to razumel, da je to prepočasi, seveda žalostno je. Jaz sem še ta teden slišal, da še eno podjetje odšlo, da tu, ker imamo takaj možnosti, doma smo dejansko na avtocesti, imamo izjemne možnosti, da dajmo se danes same seliti na področju OPN, jutri pa začnemo delati na novem paketu. To, jaz bi tudi rad omenil, da bi, ko boste sprejemali proračun, seveda v drugem branju, seveda skupaj z županom, pa z tistim, ki so občinske uprave,
z vsemi na občini, tisti, ki so zadolženi za ceste, kar nekaj projektov pripravljamo na področju cest. Jaz bi rekel tako, da je velik poudarek na cestah, ki mejijo občine, to je občina Konjice, Oplotnica, Poljčane, Slovenske Konjice, Šentjur, Slovenske Konjice, Zreče, Slovenske Konjice, moram tudi povedati Vojnik pa Vitanje, tako da bo večji poudarek na teh cestah, ker ste po prvi točki sprejemali to strategijo turizma, in tu so vse te 4 občine zajete in se mi tudi zdi prav, da smo na tem področju uspešni, glavni projekti, nekateri projekti se pripravljajo, opisi, tako da bi jaz, če boste želeli, ko boste sprejemali občinski proračun, bomo tudi vedeli, kje državne investicije bomo pa delali v letu 2017. Naj še enkrat ponovim, da teh točk si ne izmišljujem jaz kot poslanec, ampak skupaj delamo z vsemi župani pa z občinsko upravo, da je to skupno delo vseh, ne samo enega posameznika. Jaz vam še želim uspešen večer, pa vse lepo. Hvala. Hvala. Še želi kdo besedo? Ugotavljam. Če samo gospoda poslanca dopolnila v zvezi z državnimi investicijami, ki bodo potekale na območju vseh teh 3 občin v okviru upravne enote. Ta seznam smo prejeli in je zelo natančen, tako da če koga zanima, lahko ga tudi pridobi, in sicer za leto 2017 in pa leto 2018 Ministrstva za infrastrukturo, in sicer kakšne preplastitve oziroma sanacije bodo potekale. Jaz zdaj podrobno ne bi predstavljala tega projekta, ker bi bilo to potrebno več časa. Mogoče samo toliko, največji projekt bo ureditev in preplastitev ceste Slovenske Konjice Žiče in pa Žiče Poljčane. To je v prihodnjem letu za 2017 planirano. O tem se pogovarjamo. Prav, še? Gospod Štefanič? Hvala. V Konicah imamo rojaka, verjetno poznate, Franci Ratej, interzerist. On je naredil v 8 letih 22 podob intarzij velikosti 80 km, ki upodabljajo stare kmečke in rokodelske podobe, peka, usnjarja, krojača in tako naprej. Skratka, pripravljen je to podariti, dati občini, da ne bi nekje ždelo ne vem kje. In če bi imeli prostor, kjerkoli, to se lahko razprši, s tem, da če bi mogoče kadarkoli bila organizirana še kakšna razstava na to temo tematska, da bi pač vzeli skupaj, imeli bi nadzor nad njimi, bi pa krasila prostore. Jaz sem se že pogovarjal z gospod direktorico javnega zavoda Knjižnica, je tudi obljubila, da bi nekako, zdaj pa mogoče, da bi tako razmišljali v tem smislu. Skratka, zastonj je stvar, je pa zelo, če gledamo naprej, ena taka dobra naložba. Škoda bi bilo, da bi ne bilo to na pogled. Prav, zapisano. Še gospod Neža Brečko, Pavlič. Ja, hvala. Če še morda kdo ne ve, naš Konjičan Oliver Tič danes zaključuje svojih zadnjih 30 km. V nedeljo se pripravlja pred splošno knjižnico sprejem, pa tudi že v soboto zvečer v Mladinskem centru, tako da lepo vabljeni, da ga pridete pozdraviti. Namreč prepešačil bo Ameriko iz zahodne na vzhodno stran in sicer kot, mislim, da edini človek na svetu, ker do zdaj so to delali samo s kolesom, tako da vabljeni. Koliko je to? 6800? 6800 pa še nekaj, to nekaj. Kilometrov. Tako, v 6 mesecih. Sicer pa zaključujem današnjo sejo. Hvala lepa.